si odločil, da pripravi še drugo soočenje kandidatov za župane. Kandidate najbolj že vsi dobro poznate, če jih še niste prej poznali, poznate zdaj iz plakatov, najbolj ste vse opazili, ampak naj vseeno predstavim. Na prvem stolu gospod Matej Tonin. Potem gospod Zvone Potočnik. Poleg njega gospod Marjan Šarec. Sledimo gospod Brane Ljubovič. Pa gospod Marjan Smolej-Levček. Gospod Rudi Veršnik. In za konec še edina kandidatka, gospod Ljubljana Vizjak-Nazar. Pa še ena posebnost današnjega soočanja. Danes boste kandidatom postavljali vprašanja tudi predstavniki občinstva. Pri kandidatih ne bo tako. Začnimo torej s prvim vprašanjem. Na prejšnjem soočanju smo precej govorili o vrtcih, ampak vsi otroci, ki zdaj hodijo v vrtce, bodo morali nekoč v osnovno šolo. Kako boste rešili problematiko osnovnih šol? Začnemo pri gospe Vizjak-Nazar. Dobar večer, sem po vrsti. Res je, do sedaj torej, napolnili smo mesto z otroci, veliko novih otrok je, ni se pa dovolj razmišljalo o tem, da bo treba zgraditi večje šole. Vsekakor je potrebno zgraditi mestne šole, pri tem je potrebno upoštevati dve novi mestni šoli, pri tem je potrebno upoštevati tudi projekcijo otrok, kako bodo torej rojstev otrok oziroma te, ki so trenutno že v vrtcih in glede na projekcijo potem tudi planirati osnovno šolo in potem seveda tudi naprej. To se pravi planirati prostor, planirati finance, da se zadosti vsem potrebam, ne gre pa samo za to, potrebno je tudi planirati postavo, infrastrukturo, zraven šol, da bodo imele vse šole tudi igrišča, ustrezne prostore za športno vzgojo, torej skratka vse ostalo in malico in tako naprej. Hvala lepa. Gospod Tonin. Torej, prva stvar, sem za dve osnovni šoli. Če govorimo o mestnih šolah, povedal sem tudi že večkrat javno, da ne bom ničesar delal v nasprotju s stroko in v nasprotju s stališči organov šol, to je vodstvo šole in pa sveta obeh dveh šol. In sem tudi razmišljal, na kakšen način bi obema šolama do jeseni 2014 zagotovili nove in pa funkcionalne prostore. Seveda zaradi tega sem tudi režil številnih, bom rekel, govoric. Negativna kampanja se v zadnjem času glede tega predmeta izrazito razširila, zato še enkrat povem, Matej Tonin se zavzema za dve mestni šoli. Gospod Potočnik. Jaz bi tako rekel, veste, zdaj, ko povedal, da župan, moramo praviti napake prejšnjega župana. Zakaj se ti to ni že prej mislilo? Da se mora šoli narediti, to je dejstvo, to je prva Evropa župana, ki bo naredil, ker mi imamo dati ljudem šole. Ampak da se to povedate, da se dela prvi korak, ne pa tretji korak, tako še zdaj delali, da smemo delati istih napak, ki so prej delali. Če bo nekorektno, če bomo en drugo teko zaprva, pa bolera pod nove metre, pa rekel jezno šolo, in bomo vodovod, pa rekel, pa so tako ljudje odličili za vodovod na mesto za šolo. O šola je osnova, vrtec je osnova, ceste so osnove, to moramo biti. To je prva nova, ki mora župan narediti. Tisto osnovno, kar rabimo, se pravi to sploh ni vprašanja. Samo ne smemo podijati iste napake, ki so predelali. Zakaj? Če pogleda samo za revolino kampanjo, kakšna je na začetku, ki je bila korektna in vse v redu, potem smo začeli povedati na nove metre. To je navada. Hvala lepa, gospod Potočnik, gospod Šarec. Ja, vsi so neke žrtve negativne kampanje. Vsej negativna kampanja je v vsaki kampanji, jaz sicer nisem ta žrtev in se tudi če bi bil, pač to moraš vzeti, to se dogaja, kar se tiče pa šol, sem pa jaz tudi za dve šoli in to dve ločeni šoli, ker mislim, da
osnovna šola ne moremo primerjati recimo srednješolskim centrom, ker so tam različni programi združeni v eni. Osnovna šola pa mislim, da mora imeti svojo identiteto. Tako je moje osebno mnenje. Seveda ne govorim pa kot strokovnjak za šolstvo, ker to nisem. Mislim, da bodo to morali povedati strokovnjaki. Bistven problem pa bo, kje dobiti denar, kajti ti dve šoli morata biti, to je dejstvo. Samo denar bo treba znati dobiti. Hvala, gospod Zvukovič. Hvala lepa. Jaz sem zelo ponosen, da sem del te ekipe, ki je uspela na področju šolstva zagotoviti veliko. 94 se odprla na osnovno šolo Šmartno, 2-3 Marija Vera povečana, 2-7 Stranje. Samo v letošnjem mandatu smo prenovili delno šolo v Zgornjem Tuhinju, šolo v Tuncah, potem je pa prenovljena šola v Motniku, zdaj je v Mekinjah. In narejeni so projekti, da se lahko 2011 začne graditi osnovna šola Frana Albrehta in pa kasneje tudi Toma Brejca. In iz tega vidika se mi dobro zavedamo potrebo po tem, da je število rojstev vedno večje in da bodo prvi otroci, tiste povečane generacije, prišli v šolo v letu 2013-2014. Tako da na področju šolstva se mi dobro zavedamo, kakšne so naše prioritete. Večer. Kako ste? Jaz bi povedal sledeče, to, kar je gospod Vujovič povedal, če takšit držine. In tudi res je, da so projekti zastavljeni, kar jih je treba normalno do konca sperati. Čeprav to, kar skozi poudarjam, te stvari bi mogli biti zdavno narejene, te, ki ste sodelovali na soočenju list. Jaz imam na moje listi človeka, ki ste pokonali za gradbeništvo, gospod Dragant, in oni že 15 let nazaj opozarjajo, da je Frana Albrecht potresno zelo nevaren, ampak takrat se ga ni poslušal. Zdaj, ko prihajajo zadnji trenutki, ko dejansko ta šola zelo navadna postaja, da se pa te stvari pristopili. Kaj hočem povedati? Sledeče, v redu se strinjam, šole treba narediti, absolutno, treba jih je povečati, samo vse zadeve so prepočasne in še ponovno poudarjam, ljudje so zato plačani, da to delajo, da bomo učili. Hvala. Zagonče, gospod Veršnik. Hvala lepa, lep pozdrav vsem prisotnim. V Slovenski demokratski stranki smo vse skozi županom opozarjali, da se mora zavedati, da infrastruktura ne pomeni samo cesta, kanalizacija, vodovod, ampak infrastruktura so vrtci, šole in dom starostnikov in na koncu tudi Britov. Nažalost smo se tega v Kamniku začeli zavedati prepozno, zato ker smo pravzaprav premalo mislili na to, da je to priseljevanje in pa nataliteta, ki se je povečala, povzročila, da bomo imeli tudi v šolah premalo prostora. Seveda pa vedno pozabljamo tudi na to, da je infrastruktura vključena tudi knjižnica in pa glasbena šola. Gospod Rečnik, najlepša hvala, čas se replike. Torej, če sem uvodoma pojasnil moje stališče, kje je bistven problem pri šolah? Na ekipa, kateri sestavni del je tudi kolega Vulgovič, je rekla, da bo letos septembra položen temeljni kamen za gradnjo te osnovne šole, pa še vedno ni. Problem je finančna konstrukcija, ki jo imam tukaj danes s sabo, in ta finančna konstrukcija prav, da ne bi iz državnega proračuna pa iz Fundacije za šport skupaj dobili 6 milijonov evrov in pol. In minister Lukšič je to nedavno zanikal, da tega denarja ne bo. In tukaj je glavni problem in tukaj je treba razmišljati, kako bomo ta problem razrešili. Hvala lepa, gospod Veršnik. Tudi sama sem že včeraj na soočenju upozorila na nerealno načrtovanje, ki je kar rak-rana tega občinskega sveta oziroma tega vodstva občinskega, ko so sredstva, ki so bile najprej v višini 4 milijone 800, nenadoma potem po enem letu izginila in jih več ni bilo.
Skratka, v enem letu takšna sprememba pri načrtovanju pomeni, da je to načrtovanje zelo neresno in tako se je zgodilo tudi pri šolah, kjer je 4 milijone sredstev, o njih minister ni nič vedel, da imamo mi to v svojem občinskem proračunu. Hvala. Gospod Peršnik. No, jaz bi tudi dodal še dodatni izpad, ki je prišel. Namreč, dobili smo, občina Kamnik je dobila v telefonije povrnjene stroškov za vlaganje 3,2 milijona. In pa na to, kar smo mi vse skozi upozarjali, da povezovalko, da, vsekakor, vendar ne zdaj v tem času, ko nam manjka vrtcev in ko nam manjka šol. In ta sredstva bi morali prerazporediti najprej na vrtce in potem še na šol. Hvala lepa, gospod Potočnik, potem gospod Porunovič. Jaz mislim, da je denarja dovolj. Jaz pravim, vsaka firma živi od šefa, koliko je gospodarstvenik. Denarja je dovolj. Odvisno je, kako se delajo pri teh gradih, so lokalniki delali, kakšni so bili razpisi, kdo je dobil dovoljenje za eno gradnjo. Jaz sem videl sam eno mališče veste, ki košta 160 jurjev, 160 tisoč v tretji fazi. Gospodje, veste kaj, treba vprašati, kam gre ta denar? Zakaj košta ena mališka vesta na vodno 320 tisoč evrov? Jaz sem mislim dol pa. Vprašaj se, kje je denar, kakšni so razpisi? Hvala, gospod Potočnik, gospod Porunovič. Mi smo začeli s projekti 2007, 2008, potem se je zakompliciralo okoli zaklonišč in zadeva je pripravljena. Še letos bo vložena vsa dokumentacija potrebna za gradbeno dovoljenje. In imamo tudi v proračunskem skladu privačevanih malo manj kot 6 milijonov evrov. In finančna konstrukcija drži, je enoletna zamuda, ampak 2013-2014 bo to napredca narejena. Prej pa Fran Albert. Ja, poglejte, jaz bi tako rekel, veste, tele soočene, ne, meni to osebno, mislim človek, ker take stvari poslušam, če sem človek, ker delam, in če se bi normalno se delal, kako bi se mogli delati, zakaj so bi ljudje plačani na občini, ampak to, da ne govorim sami dezadnji 4 leta tudi prej, ne, potem do tega razkrtina soočenja sigurno ne bi prihajalo.